Skratka, spoštovani, najprej se vam želim lep pozdrav vsem skupaj, in pa tudi zahvalite za vaš odziv v tej fazi na našem rednem mesečnem video srečanju. Moje ime je Jernej Golc in sem danes zadolžen za izvedbo moderiranja tega dogodka, ki bomo poimenovali pod nazivom Zdravstvo za TI in pravice. Pogovor bo potekal z odvetnikom Davidom Sluga. Iniciativa Svojca žrtev domnevnih zdravstvenih napak smo skupina posameznikov, ki smo bodisi sami, bodisi naši svojci bili žrtve hujših varnostnih zdravstvenih odklonov in incidentov. Naše sodelovanje in delovanje je usmerjeno v več različnih aktivnosti na prostovoljnih načelih, po zgledu zagovornikov in nevladnih organizacij. Ena od naših aktivnosti, ki smo se jih zadali po vzoru podobnih organizacij, ki delujejo v tujini, pod nazivom Pacienti za varnost pacientov, je organizacija rednih mesečnih srečanj na tematsko vsebino z namenom opolnomočenja pacientov in izboljšanja varnosti pacientov v Sloveniji. Današnja tematika srečanja iniciative Svojca žrtev domnevnih zdravstvenih napak poteka na našo pobudo in pa povabilo smo povabili k sodelovanju priznanega odvetnika Davida Sluga. Odvetnik David Sluga ima dolgoletne izkušnje na področju dokazovanja pravice pri zdravstvenih incidentih. Pred kratkim je bil tudi imenovan za člana Sveta za kakovost, ki je vzpostavljen skladno z Zakonom o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Svet za kakovost je posvetovalno telo ministrice oziroma ministra za zdravje z namenom izboljšanja sistema kakovosti zdravstvenega varstva in varnosti pacientov. Mogoče v tem uvodnem delu še nekaj tehničnih podrobnosti. Srečanje bo trajalo 1 uro, takrat ima naš gost že obveznosti naprej in bo nas v bistvu zapustil. Dogodek se tudi snema, tako kot vsi naši predhodni dosedanji dogodki, in jih potem tudi na YouTube kanalu objavimo, tako da so tudi javno dostopni. Glede na povabilo smo v bistvu dobili kar precej vprašanj, ki smo jih razdelili v več sklopov. Tako da, če bi imeli zdaj v sklopu srečanja še kakšno vprašanje ali karkoli, predlagam, da napišete v chat, se pravi v ta pogovor. Po pogovoru tudi nimamo videne razprave, ker dejansko zaradi samega časa in pa, bom rekel, same konstruktivnosti srečanja na nek način. Lahko pa na vaše komentarje posredujete po elektronski pošti, tudi elektronska pošta iniciative vzpostavljena info@iniciativa svojca.si, lahko tudi na ta način potem nadaljujemo komunikacijo. Skratka, zahvaljujemo se Davidu Sluga za njegovo predstaviti njegova mnenja in stališča. Hvala tudi vsem, ki ste postavili vprašanja, na osnovi katerih smo lahko izoblikovali vsebino tega pogovora. Ter hvala članom iniciative pri organizaciji srečanja, predvsem Jasni, ki v bistvu skrbi za tehnično izvedbo in pa tudi samo snemanje srečanja. Tako bi začeli pogovor v bistvu vprašanjih iz prakse, zakaj Sloveniji ne zna vzpostaviti kulture varnosti v zdravstvu, kjer bi napake prepoznali kot priložnost za učenje. Svetovna zdravstvena organizacija se prizadeva za ničelno prepričljivost v zdravstveni obravnavi, ampak do napak, ki bi jih bilo možno preprečiti, prihaja. Tako da bi mogoče v uvodu dovolite, gospod David, da date svoje predstavitve, kaj drugače pa, zakaj Sloveniji še ni vzpostavljena kultura varnosti v zdravstvu po vašem mnenju? Dober dan, jaz lepo vse pozdravljam. Vam, gospod Golc, ki sva se po nekaj časa srečala na tistem zasedanju na Ministrstvu za zdravje. Me slišite? Okej, jaz nekaj ne slišim. Torej, tam sva se srečala in tam ste me povabili. Zdaj, uvodoma lahko odgovorim na vaše temeljno vprašanje, zakaj ni vzpostavljena ta kultura varnosti. Po mojem globokem prepričanju enostavno zato, če skoncentrirano in čisto naravnost povem, ker se zdravniki pač bojijo kazenskega pregona. Kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja je pač v našem zakoniku inkriminirano
In to je seveda praktičen problem, kajti ko zdravstvena ustanova prejme odškodninski zahtevek, povpraša, torej najprej to pošlje svoji zavarovalnici, zavarovalnica povpraša zdravstveno ustanovo, ali ste storili vse prav, in te isti zdravniki, ki so storili vse narobe, potem jasno s to obrambno držo, ki je pričakovana, kajti drugače bi same sebe ovadili, ne pripomorejo k kulturi varnosti. Torej, gre za sistemsko napako, ki jo pa na tej ravni zakonodajni po mojem sploh ni mogoče odpraviti. Jaz sem se namreč pogovarjal z profesor Jakulinom z Pravne fakultete, ki je strokovnjak za materialno in procesno kazensko pravo, ki je tudi eden izmed avtorjev zadnjega zakona, čeprav je bilo kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja že prej inkriminirano, ki pravi, da to pač sodi v kazensko-pravni varovalni sistem, seveda za najhujše očitke. Je pa nekaj res, če pogledamo sodno prakso, pregona za tovrstna kazniva dejanja je sorazmerno malo. Na prste ene roke bi jih po moje lahko prešteli na leto. Medtem, ko je pa odškodninskih sporov sorazmerno veliko. Tako da, vidite, sodna praksa tukaj tej inkriminaciji, ki se praktično ujema s civilno odgovornostjo, ne sledi. Torej, uvodoma. Zdaj, jaz bi poskušal biti praktičen, dobil sem številna vprašanja, ki sem jih ravnokar preletel, pa bi morebiti se teh vprašanj kar lotil, če so že ljudje bili tako, kako bi rekel, tako skrbni, da so jih pripravili. Prvo vprašanje, ki ga imam napisano, se glasi: lahko kako privarčujemo pri stroških sodnega izvedenca? Odgovor je ne. Celo več svetujem, če je le mogoče, kar je pa spet v naši sodni praksi redko, da se postavi izvedenca iz tujine, ki ni dražji, problem so dragi prevodi. Recimo, če stane izvedensko mnenje 2 do 3 tisoč evrov, postal prevod celotne dokumentacije 20 tisoč evrov, ki jih mora založiti prav prizadeta stranka, če ni upravičena tega plačila zaradi nekih socialnih razlogov. In tukaj se seveda spet sistemski problem. Enakosti pred zakonom in tako naprej. Kako lahko glavni narok pospešimo? Ne moremo ga. Pa po mojem vedenju se nam tudi ne splača kakršnokoli pospeševanje. Po mojem še vedno velja, da je pravica počasna in je pač treba skozi ta leta slediti in upati, kot upanje umre zadnje, da jo dosežeš. Kaj je pravno učinkovit opis duševnih bolečin zaradi ravnanja stranke po smrti? Zdaj, vprašanje ni čisto jasno. Razumem, da gre za tisto, kar se v pravni formulaciji reče duševne bolečine zaradi smrti bližnjega. Torej, splošno znano je, da vsi trpimo ob smrti bližnjega. Tukaj jaz ne kompliciram za kakšnimi fantastičnimi opisi. Moja pozornost je vedno usmerjena v dokazovanje nestrokovnega ravnanja in kršitev pojasnilne dolžnosti. Tam je glavna os spora, tam je teža, tako dokazna, tako psihološka, vsakršna. Tako da tista odškodnina, ki pride potem, je čisto vseeno, ali sta dve besedi več ali manj, kajti vsi, ki smo se kdaj s tem soočili, saj približno vemo, da ni odškodnine, ki bi povrnila trpljenje ob smrti bližnjega. To je moj kratek odgovor
v zvezi z tem tretjim vprašanjem. Zdaj, naslednje vprašanje me sprašuje, ali anonimke in pretnje, očitno povezane s primerom, ali so lahko del naših očitkov. Zdaj, ne razumem, očitno naj bi šlo za anonimke in pretnje zdravstvenega osebja. Drugače si ne znamo vprašanje razlagati. Seveda je to lahko nek psihološki pritisk na sodišče, ni pa to stvar dejanskega stanja. In tukaj lahko povem naslednje. Zelo pomemben je odnos zdravnika do pacienta, ko gre kaj narobe. Konflikten odnos prezira celo, arogance je tisti, ki vodi v številne spore takrat, ko bi se zadeve lahko pomirile. In na drugi strani je res, da tudi odkrito priznanje, naredil sem napako, ki je hitro pozabljeno in v postopku nikoli ponovljeno, ne vodi nujno do sodne zmage. To je pač eden izmed posrednih dokazov, da je šlo pri zdravljenju pacienta nekaj narobe. Pa še to, če govorimo o anonimkah in pretnjah. Po moji globoki in široki izkušnji je najpomembnejši medijski nadzor. Praktično ne poznam primera, ali pa zelo redko svojega primera, kjer sem bil uspešen, da ni bil prisoten ta medijski nadzor, kajti zelo hitro se drugače zadeve pometajo pod preprogo, pod nekakšno psihološko in praktično preprogo, kajti sodniki, vsi mi, smo bodoči ali zdajšnji pacienti, naši svojci so bodoči ali zdajšnji pacienti. Do zdravništva še vedno obstaja nek servilen odnos. Gre za pač pomemben in ugleden poklic in drugače se obnaša sodnik, ko v sodni dvorani sedi novinar ali več njih. Še bolj pa to velja za izpoved oziroma mnenje izvedenca. Izvedenec, kolega, tak ali drugačen zdravnika, o katerem svetuje oziroma o njegovem ravnanju, drugače izpoveduje, če ima težo nadzora javnosti, ki ga lahko tudi sankcionira, predvsem na njegovem ugledu. Torej, tukaj svetujem, enostavno svetujem, v nasprotju z nekaterimi iz zdravništva, ki mislijo, da je to kar tako, da se pacienti tega poslužijo, kajti drugače boljšega nepravnega sredstva za nadzor enostavno ni. Kaj pomeni taktiziranje? Ali je bolje predstaviti vse argumente tako ali kaj pustiti za na sodišče? Samo ocenjujem, da tukaj ni prav veliko prostora za taktiziranje. Posebej tudi zato, ker je prvi narok za glavno obravnavo, ker je potrebno predstaviti vse dejstva in dokaze, kaj hitro zaključen, potem se pa teh dejstev in dokazov več ne da predlagati. Poleg tega dokazovanje v smislu strokovnega ravnanja oziroma nestrokovnega ravnanja je usmerjeno predvsem v izvedenstvo. To izvedenstvo je v teh postopkih silnega pomena in zato še zdaleč ni vseeno, kdo je izvedenec. Kot ni vseeno, kdo je sodnik. Nekateri so bolj občutljivi za to temo, nekateri imajo slabe izkušnje, nekateri pa jemljajo ta poklic tehnicistično. Tak sodnik, ki malo vrednoti, ki malo čuti, ki malo razume, ki nima empatije, je slaba popotnica za izhod takega postopka.
Okay, če predlagamo priče, sodišče pokliče vse ali le po svoji izbiri. Po svoji izbiri, vendar mora aktivna stranka notificirati to kot kršitev postopka, kajti drugače v pritožbi tega ne bo več mogla storiti. Zakaj sodišča zavračajo določene primere? Torej, to vprašanje razumem, zakaj so določeni tožbeni zahtevki zavrnjeni. Preprosto, ker so izvedenci sodišču svetovali, da je bilo vse opravljeno strokovno. Zakaj so dokazi težavni? Okay. Prej smo dejali, da je temeljni dokaz izvedenstva. Čeprav velja v našem pravnem redu načelo prirejenosti dokaznih sredstev, izvedenec ni vreden več kot kateri drugi dokaz v sodnem postopku. Formalno. Vsebinsko pa očitno je. In seveda je problem. Vam bom dal kar en plastičen primer. Večkrat se borim za tujega izvedenca. Že pred leti, ne vem, mogoče 15 let nazaj, mi sodišče končno postavi izvedence iz tujine. In to iz Hrvaške. Prva stvar, potem ko smo dobili negativno izvedensko mnenje v pisni obliki, ki sem ga naslovil na izvedenca, je, a pozna te naše zdravnike. In on mi je odgovoril, da, to so naši dragi prijatelji iz Slovenije. In zadeva je bila za mene končana. Jaz sem sicer izločeval tega izvedenca, pa nisem uspel. Sodišče je ocenilo, da to nič ne pomeni, če so oni dragi prijatelji. Po moderni sodni praksi ESČP je seveda to odklonitveni razlog, je to objektivna pristranost, je to kršen videz pristranskosti. To so elementi, na katere mora biti praktik in pacient, ki vstopa v ta razmerja, posebej pazljiv. In trdim, da je izjemno težko dobiti tudi zaradi majhnosti prostora v naši državi nepristranskega izvedenca. Še največkrat so v praksi to upokojeni zdravniki, tudi ugledni. Zakaj postopki trajajo 5-10 let? Ja, lahko še več. Zato, ker potuje spis gor, dol, če se slikovito izrazim. Se pravi, prvostopna sodba, torej postopek z izvedencem zadevo časovno oteži, jo prolongira, če se grdo izražim. Potem pridemo do prvostopne sodbe, s katero ena izmed strank ni zadovoljna. Gre na drugostopno sodišče. To v statistično, pa bom špekuliral, tretjini primerov razveljavi, zadevo pa vrne ponovno na prvostopno sodišče, kjer se sojenje ponovi, lahko tudi z drugimi izvedenci. In še enkrat, mene ne moti dolgotrajnost postopka, če le je uspeh na koncu tak, kot smo ga pričakovali. Torej, jasno, da je to problem nesorazmerno dolgega sojenja, tudi kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah in tako naprej. Ampak mene osebno bolj moti končna, krivična odločitev, ki ni v skladu s tistim, kar ljudje, ki imamo preprosto kmečko ali pa izkušenjsko logiko, vemo. Da je šlo nekaj narobe, zdravniki se pa zatekajo v svojo latovščino, pa mislijo, da če nekaj imenujejo zaplet, ni pa napaka, da bo obveljala njihova. Torej, ta izbira besed je ob pametnem sodniku nepotrebna. On bo namreč tisti, ki bo identificiral, ali je tako ravnanje bilo strokovno ali nestrokovno. In je pa res, da takih sodnikov pa spet ni nebroj, ni veliko in so zlata vredni.
kako so porazdeljeni statistično, težko ocenim, tako kot pri ljudeh, tako kot v vseh poklicih. Eni zdravniki so boljši, eni slabši, tako velja tudi za sodnike, ne nazadnje pa tudi za odvetnike. Kaj pomeni preprečljiva škoda? To je institut izvršilnega prava. To je pač škoda, ki se bi jo dal preprečiti. Kje so pravne praznine? Načeloma pravnih praznin ni. Z interpretacijo prava, za vrednotenjem različnih pravnih oziroma dejanskih položajev se to lahko napolni. Tudi za dobronamernostjo sodnika, ki tehta pomen dobrine in zdravje, življenje, ni pomembnejših dobrin znotraj našega pravnega reda, ni pomembnejših dobrin znotraj našega življenja. Zaradi tega trdim, je potrebno celoten procesni in pravni in materialno-pravni okvir razumeti pod vplivom, pod pomembnim konvencijskim vplivom teh dobrin in ne odločati tehnicistično, ampak v varovanju teh dobrin, tudi da se posamični primeri odražajo na generalni ravni, torej v kulturi varnosti. Jaz ne vidim druge poti do kulture varnosti, kot ravno pot sodnih postopkov, ki pač pokaže, da je marsikaj narobe. Znotraj zdravništva, kot smo ugotovili, torej kot zgodovina našega življenja ugotavlja, ne bo prišlo do samoočiščenja. Tukaj so potrebni nadzorni mehanizmi in zato se kazensko pravo ne želi odpovedati malomarnemu zdravljenju, torej kaznivemu dejanju malomarnega zdravljenja, čeprav se meni to zdi nepraktično. Ne? Zakaj? Ker ni priznanja krivde, ker ni priznanja škode in tako naprej, ker pride do obrambne drže. Tukaj neka omemba nekrivdni odgovornosti, tega v našem pravnem redu ni. Naš pravni red je kontinentalni. Kolikor vem, se nekrivdne odgovornosti pojavljajo v Skandinaviji, ki spada v anglosaški pravni sistem, torej nič nimam proti tem, če bi to koristilo ljudem, podpiram to zamisel, vendar spet kot pravni tehnik ne vem, kako to umestiti v naš pravni sistem. Sistem je namreč piramidalne oblike, če lahko karikiram. In ta piramidalna oblika se nekje ruši, če se nekaj doda ali pa nekaj odvzame in ta kamen ne paše v to strukturo. Ja. Zakaj je dokazni standard tako visok? To je zanimivo vprašanje. Torej, v pravdnem postopku v pravdnem postopku velja tako imenovani dokazni standard prepričanja. Sodišče mora biti prepričano, da je določeno dejstvo dokazano oziroma podano, da lahko izda ugodilno sodbo. Prepričano je takrat, kadar v to ne bi dvomil noben izkušen človek, če poskušam biti slikovit. Vendar obstaja številna ali pa pomembna pravna teorija, kajti gre za pomembno praktično in teoretično vprašanje o pomenu teh dokaznih standardov. Njen avtor je vrhovni sodnik Tomaž Pavčnik, ki pravi, da so pravni standardi gibljivi, da so odvisni od posameznega primera. In seveda je primer, ko se srečuje ta laik, pa strokovna ustanova, tipičen primer, kjer mora biti pravni standard gibljivejši. Torej, da
da zanihajo tudi proti, ne bom rekel proti verjetnosti, ampak proti večji verjetnosti, da je nekaj res kot drugo in tako naprej. Tukaj enostavno apeliram na to, da je treba biti pri dokaznih standardih v teh postopkih posebej pazljiv. Zmanjšanju procesnih bremen. Naš postopek je tak, da mora tisti, ki toži, in pri tako imenovanih zdravniških napakah ni nič drugače, zatrjevati in dokazovati vse predpostavke, prve 3 predpostavke splošnega civilnega delikta. Protipravnost, škodo in vzročno zvezo med njima. In tega ne more prenesti na nasprotno stranko. In ta nošnja dokaznega bremena je seveda problematična, je visoka, je težka, posebej za laika, zato je zelo koristno, da ima laik ob sebi strokovnjaka, ki mu svetuje v zvezi z medicinskimi vprašanji. Problem nastopi takrat, ko mora ta strokovnjak, prijatelj, znanec, to svoje stališče formalizirati, ga podpisati. To pa je izjemno težko dobiti. Kot je tudi kakršnokoli predsodno izvedensko medicinsko mnenje težko dobiti. Torej mnenje proti svojim kolegom. Kot zanimivost. Imel sem primer, ko sem zastopal zdravnico, ki je umrl oče. Trdila je, da je umrl za zdravniške napake. Pridobila ni zgolj mnenje, predsodno mnenje našega, ampak tujega izvedenca medicinske stroke, ustrezne specialnosti, profesorja na univerzi, človeka, ki nesporno predstavlja vrh svoje stroke v Evropi in s tem tudi v svetu. In to so priznali zaslišani naši izvedenci. Ampak v pisnem mnenju so 3 izvedenci trdili, da tisto, kar piše ta vrhunski strokovnjak, ni res. Hočem reči, mnenje, predsodno mnenje vrhunskega tujega strokovnjaka še ni zagotovilo zmage, je samo boljši obet. Ne? Tako da to so te omejitve, v katerih me sprašujete, dragi poslušalci. Ok, torej to smo že. Kako sodišča presojajo vzročno zvezo v medicinskih primerih? To je zanimivo vprašanje iz naslednjega. Ko dokažemo, da je strokovno osebje zdravstvene ustanove delovalo napak v nasprotju z medicinsko doktrino, redoma sledi naslednji ugovor, ki se mu reče ugovor vzročne zveze. Tudi če bi ravnali v skladu z doktrino, bi bila situacija ista. Preprosto povedano, tudi če bi zdravili korektno, tudi če bi podali ustrezno pojasnilno dolžnost, bi vaš svojec še vedno umrl. In problem je, ker je, kot smo prej dejali, dokazovanje vzročne zveze na strani tožnika. Dokazuje pa se, gre za dejansko vprašanje, spet z izvedencem. In tukaj so težave, vprašanje vzročne zveze je tako imenovano zlato padalo zdravstvene ustanove, kot je zlato padalo pacienta kršitev pojasnilne dolžnosti. V tej zadnji misli je skoncentrirano kar nekaj bistvenega znanja, ki sem ga pridobil v zadnjih 25 letih v teh sodnih postopkih. Katere so najpogostejše napake, zaradi katerih svojci izgubijo spore, kljub očitnim odstopanjem od standardov oskrbe? Torej, te postopki so
izjemno psihološko naporni. So praviloma tudi dragi, ker so drage sodne takse, ker so dragi izvedenci. Torej, ni potrebno samo veliko pravnega znanja, ampak tudi veliko človeške odločnosti, kritičnosti do tistega, kar izvedenec pravi, kar kdorkoli izpoveduje, in usmerjenost v cilj. Torej, praktično ne vidim težjih postopkov za dosego zmage, tožnikove zmage, kot so ravno te sodni postopki. Kombinacija znanja, medijskega nadzora, silne energije, prizadevanja odvetnika in stranke, ki mora biti sinhrono, šele lahko vodi v možnost zmage v teh postopkih. Če kaj tega umanjka, potem si odvisen samo od naključja oziroma od sreče. Če si odvisen od teh postopkih od naključja oziroma od sreče, potem stavim, da boš z veliko verjetnostjo iz tega postopka išel kot poraženec. Kako se danes določa višina odškodnine v primerih hudih zdravstvenih incidentov? Ja, po sodni praksi. Obstaja pač sodna praksa, ki torej različnih primerov, po podobnih primerih sodišče ocenjuje škodo oziroma višino odškodnine v zadevi, ki jo ima pred sabo. In seveda pri nas je ob smrti svojca ta sodna praksa sorazmerno nizka, recimo od 15 do, če sem zelo robusten, od 15 do 30 tisoč evrov. Toliko je po naši sodni praksi vredna smrt, oziroma, če sem bolj natančen, so vredne vaše duševne bolečine ob smrti bližnjega, smrti žene, otroka in tako naprej. Na drugi strani v anglosaškem pravnem sistemu, to nam je pa znano iz medijskih zapisov v Združenih državah Amerike, so pa te odškodnine enormne. Jaz sem zaznal, da grejo nekatere v stotine milijonov dolarjev, celo milijardne, ne vem, če niso čisto neobičajne. Tako da, po moje filozofski temelj isti. Nič ni tisto, kar ti lahko vrne izgubljeno življenje. In naši, ali je to še dediščina socializma, pravijo, ker ni nič tisto, ti bomo dali malo, Američani pa iz istega razloga, ker ni nič tisto, ti bomo dali veliko. To je moj kratek pomislek v zvezi z določenjem višine v našem pravnem redu. Ali obstaja standardizirane tabele ali merila, ali pa je odločanje povsem diskrecijsko, ni, ravnajo se po sodni praksi, kot sem zgoraj omenil. Kateri dejavniki najbolj vplivajo na uspeh pri uveljavljanju odškodnine, sem povedal. Zakaj v praksi ni pravega sistema učenja iz napak, čeprav to zahteva zakonodaja, sem tudi povedal, ker so zdravniki ogroženi, če priznajo napake, ker se lahko znajdejo v kazenskem postopku, jim pa ni treba, torej ne govorite resnice, se ne zagovarjati. In zakaj bi potem predsodno nekaj posebej pisno izjavljali, če jih to lahko po domače povedano pokoplje. Po moji izkušnji, po moji praksi je tisto, in tu so mediji pomembni, kar zdravnike najbolj boli, poškodba njihovega ugleda. Kajti oni ne plačajo svojega žepa nič. Plača zavarovalnica, niti ne njihov delodajalec.
In sam sem že večkrat apeliral na sistem, da naj ravno to trostransko razmerje uredi tako, da bo zavarovalnica na nekakšen prvi poziv ob očitnih primerih, in teh je kar nekaj, ponudila odškodnino, ob tem, ko bo zdravstvena ustanova priznala napako in se opravičila in tako naprej. Zavarovalnica je tista, ki mi, kot davkoplačevalci, ker gre za javne zdravstvene ustanove, plačujemo tako imenovano zavarovalnino za zavarovalni primer. Torej, ko se zavarovalni primer zgodi, je pa jasno, da oni, ki delajo biznis, tega ne želijo plačati. In seveda jim ustreza, da zdravstvene ustanove pravijo, nismo krivi. Ampak to je začaran krog, ki vodi stran od tistega, kar gospod Golc imenuje kultura varnosti v zdravstvu. To nas zelo oddaljuje od tega. In sam nisem tako pameten, da bi znal to presekati oziroma znal svetovati, kako se to preseka. Ampak nekaj je potrebno narediti. A ne? Okay. Kako pravni sistem vpliva na prikrivanje napak namesto na njihovo razkritje, to zajema. Kako vidite možnosti za prehod na no-fault shemo, ki jo uporabljajo nordijske države, tudi to sem povedal. Torej, naj zaključim. Sam sem pravdar, sem borec za ljudi, za njihove pravice na sodišču. Delujem nekako, torej, od posebnega k splošnemu. Poskušam s svojim delom vplivati na to, da bi zakonodajalec sprejel neke rešitve, ki bi vplivale, da te posamični primeri ne bi bili tako številni, da ne bi bili potrebni. Torej, nimam pa ne pooblastila, ker nisem politik, ne, torej, v tem trenutku ne strokovnega znanja, da bi vedel, kako se na splošni, generalni ravni to lahko uredi drugače. V tem tudi nisem nikoli prav poglobljeno razmišljal, na pol poglobljeno pa nisem dobil nobene rešitve. Ali bomo v tem novoustanovljenem svetovalnem organu pri ministrici za zdravje naredili korak naprej, bo pokazal čas. Vaš predsednik, gospod Golc, vam bo vsekakor o tem, kaj se tam pogovarjamo, poročal. Zdi se mi pa vseeno koristno, da so prisotna tam dva praktika, en prizadet pacient in en odvetnik, ki se pač s to dejavnostjo dolgoletno in poglobljeno ukvarja, da sva nekako korektiv, kako bi rekel, nekim pisarniškim zapisom, kajti kot vsi vemo, papir prenese vse. Ampak kako pa to potem praksa izvaja, je pa seveda čisto drugače. In tukaj nas čaka še veliko dela. Pri tem je treba pa še posebej to omeniti, če se dotikamo prakse. Z zdravniki kot strankami na nasprotni strani, oni so ponavadi priče o tem, kako so zdravi. Torej, izvedenci so tudi zdravniki. Je sorazmerno težko. Gre za statistično bolj inteligentne ljudi.
ki so bili odlično šolani, dolgotrajno šolani, ki so razvili določene miselne in tudi vedenjske spretnosti in ki so statistično najbolj ugledni po svojem poklicu, ker varujejo naše zdravje in telo in tako naprej. In so zaradi tega, ko stopajo v odnose z vsemi nami, do določene mere privilegirani. In ta psihologija, oziroma socialna psihologija, vsekakor vpliva tudi na postopke na sodišču. Problem nastane v človeški psihi, v psihi prizadetega pacienta, ki mu je tak zdravnik mogoče celo priznal napako, pa jo potem zanikal, ali pa ob očitni napaki reagiral arogantno. Problem je, ker ljudje težko verjamejo, da so te visoko inteligentni ljudje, ki se večkrat sklicujejo na svojo visoko etiko, tudi neetični. Tukaj so razočaranja ljudi enormna. Ne? Torej, ljudje ne morejo verjeti, kako nekateri zdravniki odprto, torej, brez sramu lažejo pred sodiščem. In to velja tudi za izvedence. Tako da tukaj je treba biti pozoren, tukaj je treba biti agresiven, tukaj bi treba usmerjen v cilj, predvsem pa v resnico in pravico, če sem malo demagoški, in se tu ne umakniti. Kajti cel sistem, ta zdravstveni sistem, je na nek način proti tebi. In tu si sam s svojim odvetnikom. In te spori niso lahki in sam nikoli ne sugeriram svojim strankam lahkega spora, jih ne spodbujam pri tem. Vsakemu povem, da bo borba težka in tudi, da je prognoza spora, pa si naj ta človek misli karkoli drugače, da je prognoza spora v izhodišču, če uporabim blag izraz, negotovo. To bi zaenkrat bilo z moje strani to. Če sta vprašanja, ki ste mi jih zastavili, sem zdaj šel. Lahko pa mi gospod Golc ali pa kdo drug še kakšno vprašanje zastavi in bom z veseljem nanj odgovoril. Ja, hvala lepa, da ste tako podrobno šli tudi skozi, v bistvu prekomentirali, tako da na to, kaj smo dobili po elektronski pošti, 5 vprašanj, dejansko smo šli skozi, nekatera so se ne ponavljala, ste pač tudi skupaj povzeli. Tako da ja, jaz mislim, da večinoma dejansko je to pol neka končna neka varianta, pa ne tistega zadoščenja, dejansko, ko pride pač do tega, da pride do odškodnine oziroma teh postopkov vseh na nek način. Zdaj, verjetno bi neki mehanizmi mogli biti uvedeni, da dejansko se že prej to razreši, pa predvsem zdaj tudi v tistih primerih, ko pride do odškodnine, ali pol te zdravstvene ustanove oziroma pač, ki je prišlo do teh napak, ali se njih lahko na ta način tudi prisili, da dejansko popravijo te postopke ali procedure ali kakorkoli, pač kaj je bil vzrok napake na nek način, ko se odkrije, ali dejansko oni potem pač to naprej isto delajo. Tu se mi zdi, da te povezave nazaj v bistvu ni, ali dejansko je v praksi, ko vi dokažete, dejansko pridete do odškodnine ali tudi po sodnem postopku, recimo, da dokažete krivdo, ali potem morajo oni spremeniti pač svoje postopke, dejanja, procese, odvisno pač, kaj je bilo narobe z tega vidika. Gospod David, imate mikrofon ugašnjen? Ja, ne, se sliši. Se slišimo? Gospod David?
Ja, mikrofon imate izklopljen, ja. Tako, Ok, zdaj je vklopljen. Zdaj je vklopljen, ne? Ja, drži, zdaj se slišimo, ja. Ok, v redu, Sofija. Poslušajte, ja, anekdotično vam lahko povem. Torej, moja prva pravda, moja prva tožba, to je že 25 let nazaj, je bila proti Onkološkemu inštitutu. Tisto tožbo sem dobil. Ne? In tam so bili silni napori vloženi tudi strani uglednih zdravnikov, ki jih nihče ni nič v postopku vprašal, pa so kar sami nekaj pisali v spis, da to ni mogoče in tako naprej. Ne? Hotel sem reči. Potem sem zastopal tudi v eni pravdi Onkološki inštitut, tudi tisto pravdo sem dobil, torej hočem reči, da tudi včasih pomagam tudi zdravstvenim, če ocenim, da je primerno, in tudi zdravnike sem že zastopal, tako da poznam obe plati medalje, če lahko temu tako rečem. Ampak hotel sem povedati pa to, zakaj sem začel s tem uvodom. Ker imam zdaj odprto pravdo proti Onkološkemu inštitutu, ko je umrl človek zaradi približno Nina, ti jasno slišiš ti, ali je zdaj prišlo do tega? Zdajle pa slišam, meni je slika zmrznila in zvok. To pa je nekaj tehnično, treba je bilo narobe. Ja, nekaj je bilo zgleda na povezavi. Aha, zdaj pa smo izgubili ga, ne? Zdaj se pa gospod Sluga odkonektal. Upajmo, da se nam bo nazaj priključil. Aha, pa čakamo malo, ja. Verjetno je Wi-Fi. Ja, nekaj je tehnično zgleda bilo narobe. Ja, tudi bolj vrgel, mislim, tako da zanimivo, ja. Mogoče mu Jasna lahko še enkrat link pošlješ. Lahko. Jernej, boš ti poslal? Ali pa bom s telefonom. Lahko kar zdaj. Mogoče še en telefonski klic. Ne vem. Ja, ti je dal slučajno telefon od njega, direktno Jasna tebe? Ne. A nimaš? Čakaj. Spet sem tu. Kje smo se izgubili? Pozdravljeni nazaj. Ja, vsi smo bili dol pazili, nekaj tehnično. Kje smo, kaj sem zdaj? V bistvu vprašanje je bilo, kaj dejansko, ko pač tudi dokažete krivico, ali pa da pride do odškodnine, ali dejansko potem te ustanove popravijo, da ne bi več do takih napak prišlo. No, ok, naredil sem dolg uvod, pa iz nekega konkretnega primera. Ne vem, če popravijo.
Enostavno tega podatka nimam. Vem pa, da sem v eni pravdi ne pred kratkim napisal, glede na to, da so oni naročili sami neko notranje mnenje, ki je ugotavljalo, da pa to mnenje ni ugotavljalo, da so delavci ravnali nestrokovno, ampak je ugotavljalo neko nepazljivost, nedovoljšno pazljivost in odsotnost pravih kliničnih poti, kot so to v zdravniški latovščini zapisali. Sem zapisal, da torej, če so to popravili, potem je to dokaz znotraj postopka, da so že ravnali nestrokovno, ker drugače ne bi popravili. Če pa niso popravili, pa so pa sploh malomarni, potem smo pa mi vsi ogroženi, ko hodimo v to bolnišnico. In lahko tudi povem, za katero je šlo in za katero gre. In to je Onkološki inštitut, ki je bil vrh slovenske stroke v kakršnakoli smislu. Razumete? To je problematično. Zelo so samopašni, delajo, kar se jim zdi, politika se v to vpleta, namesto, da bi samo zdravili in se ravnali po nekakšnih najboljših evropskih normativih. To je pač moje stališče. Direktor se bori za svoj položaj, strokovni direktor za svoj položaj, vodja oddelka za svoj položaj. Nihče si nič ne upa. Namesto, da bi, če pride do problema, poklicali najboljšega zdravnika za to na svetu, ker to se ve, kdo približno je. In kot jaz vem, ker sem s takimi ljudmi že komuniciral, so ti ljudje zelo odzivni. Vrhunski strokovnjaki v svojih strokah, medicini, radi svetujejo, radi pomagajo. Presenetljivo hitro prideš do njih. Niso tako samopašni. Razumete? To me moti. Kot da misli zdravnik, da ni potrebno, da mu narediti vse. Napotnica, ne vem, kakršnakoli že, recimo nujno. Pa ni treba, da traja par dni, da prideš do specialista. On mora dvigniti telefon, taka je napotnico dal, poklicati tega človeka, takoj ga sprejmi, urediti rešilca, gremo. In to vse izhaja iz konvencije, ustave, iz tega, da je človeško življenje nenadomestljivo in da je naše zdravje tako pomembno. In tukaj, ta kultura je temeljna. To je kultura varnosti. Da oni res delajo v skladu s to svojo Hipokratovo prisego, ne pa za borno plačo, kot oni to imenujejo. Tukaj je problem, že v izhodišču, da je to poslanstvo. Oni so si izbrali ta ugleden, pomemben poklic. Jaz sem odvetnik, zato ker ne bi mogel biti zdravnik iz različnih razlogov. Ampak jaz delam po svoje, po najboljši moči. Pričakujem seveda tudi od njih enako prizadevanje na drugi strani, ko stopam do njih. Zato gre. In da smo se navadili, da temu ni tako, da smo pacienti sitne muhe, je seveda problem. Ja, hvala lepa za mnenje. Sicer jaz sem pač pričakoval, da dejansko pač je dokazana krivda ali kakorkoli, da dejansko bi mogli popraviti to, ampak v praksi ni tak, kar dejansko ni spodbudno. V bistvu pa nam kaj drugo ne prestane, tako kako ste že večkrat omenili, da dejansko javnost obvestimo za temi dejstvi, da to je še edino neka moč na nek način, da se mogoče eventualno kaj spremeni ali pa izboljša, ne vem. Pač sam pri sebi ne vidim nekega izhoda, tudi če popravne pote dejansko poti dokažeš, da kljub temu ne spremenijo pač dejstva, ki so se zgodila, da se več ne bi. Ne vem, kaj bi višji inštitut bil ali neka druga možnost, na kak način jih pač prisilite, da pač izboljšajo postopke, kaj je to.
Ne vem, kaj bi rekel več. Še enkrat, torej, Ne, se strinjam, to je pač komentar, samo ni vprašanje. Ja. Pravim, ne, da enostavno je pač zaciklanje krog v tem smislu. Ne. Zdaj nekaj tu v chatu je kar nekaj komentarjev tudi, jaz predlagam, da se jih same pač tudi pogledate. Zdaj nekih konkretnih vprašanj iz chata nisem zaznal, razen eno prebite, drugo pa so pač komentarje na nek način, ali pa da vam pritrjujejo, ali pa pač dopolnjujejo še vaše misle. En primer sem nekje tu videl, edino, se pravi, kaj dejansko potem svetujete, ko kljub dejstvom še vedno nočejo sodelovati pri nadaljnjem zdravljenju, glede na to, da se je zdravljenje že začelo in bi se moralo nadaljevati v tujini. Se pravi, zdaj pacientu odklonjujejo nadaljnje zdravljenje, je pa možno to zdravljenje v tujini. Zdaj, kaj je, kazenska ovadba ali kakšna druga pravna sredstva, če ne vem. Torej, na prvi pogled bi rekel, da je to zdaj vprašanje tako imenovanega socialnega prava. A ne? Torej, ti se lahko na sredstva države zdraviš v tujini, če je pri nas zdravljenje zaključeno, torej, ker nimamo na voljo takega znanja in takih sredstev zdravljenja, kot so v tujini že doktrinarno priznana, a ne, potem je to pač mogoče. A ne. Zdaj ne vem, za kakšen primer je šlo tukaj. Ne. In tukaj to je zanimiva tema, ne, glede na to, da je odprt trg v Evropski skupnosti storitev. To velja tudi za medicinske storitve. In to je še nadstavba tega, kar govorim. Jaz pravim, da ni nobenega razloga za to, da se ne bi naši pacienti specialistično zdravili v tujini, in to pač na račun države. Je pa res država izjemno restriktivna pri prisojanju takih finančnih sredstev. Kljub temu, da recimo ti dokažeš, torej, kljub temu, da izhaja iz primerov, da te je naša država odpisala, da te je usmerila v tako imenovano paliativno oskrbo, kar pomeni, da te je obsodila na smrt, a ne, v tujini si pa ti kar naenkrat živ, kar naenkrat živiš, kar naenkrat se počutiš zdravega in tako naprej. Seveda, to je sistemski problem, ki je prej rešljiv kot tisti odškodninski. Na nivoju socialnega prava, torej tistega, kjer imamo nasproti Zavod za zdravstveno zavarovanje, pričakujem večjo fleksibilnost pri omogočanju zdravljenja v tujini. Pa ne še ex post facto, ko ti že plačaš, če imaš 100.000 evrov, to ima redko kateri državljan Republike Slovenije, ampak predhodno, da se država že zaveže, da bo to povrnila in tako naprej. A ne? To so pač moji pomisleki v zvezi s tem, kar ste me vprašali. Ne vem pa, če sem sploh dobro razumel vprašanje. Ne? Ja, ok, zdaj se naša ura je v bistvu iztekla, mogoče še samo eno takšno, v bistvu eden tu sogovornik piše, da napake v danem primeru morajo zagotoviti izvedbo javne službe, javne dobrine in nehipokratske pač prisege, ne. Ali bi sklicevanje v bistvu za neizvajanje javne službe, ne, ali bi to bilo iz naslova tožbe, pač možno, ne vem, je to praksa kakšna takšna bila z tega vidika, da nekdo ni javne službe izvajal pač to, kaj je njegova naloga in da potem linije zakljuko pač razumemo vprašanje.
Torej, če prav razumem, gre za konflikt med zdravnikom in pacientom, kaj bi bilo primerno doktrinarno zdravljenje. Torej, teoretično je možna tudi odškodninska tožba, če bi tožnik, prizadet pacient, lahko zatrjeval in dokazoval, da mu je zaradi nestrokovnega ravnanja, nedoktrinarnega zdravljenja, torej nastala kakšna škoda na njegovem zdravju. To je pravni okvir, ki ga jaz vidim. Če mu je nastala pa velika škoda na njegovem zdravju, potem bi šlo pa lahko tudi za kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja in tako naprej. To so te pravne oblike, ki pridejo v poštev. Nisva se pa tega dotaknila. Različni inšpekcijski nadzori, pošiljanje nekih prijav na zbornico, samo zdravstveno ustanovo, neki interni, eksterni nadzori, po moji izkušnji in globokem prepričanju, ne dajo pravih rezultatov. Žal je moja izkušnja taka, da je edina prava pot odškodninska tožba, kajti le tu ima stranka vsaj približno kontrolo nad tem, kaj se v postopku dogaja. Tako da jaz pač tistega ne svetujem. Kvečemu škodi potem, ko dobiš rezultate tega nadzora, ki so praktično vedno v prid zdravnikom oziroma zdravstveni ustanovi, razen kadar jim gre kdo tako na živce, da se ga hočejo znebiti. Pa ni dovolj pomemben znotraj zdravništva oziroma znotraj te zdravniške hierarhije, da bi ga zaščitili in tako naprej. Tako da to so človeški boji, ki vplivajo tudi na tako pomembno dejavnost, kot je zdravljenje pacientov in pravna oblika boja potem, ko so pač pacienti prizadeti, ker gre kaj narobe. Ok, gospod David, jaz bi se v bistvu vam lepo zahvalil za res izčrpne te detajle. Tako da upam, da ni to zadnje srečanje, da mogoče bomo v kakšnih drugih oblikah še nadaljevali in pa predvsem s tem, kako spostaviti ta mehanizem dejansko, da se bo te napake, ki se zgodijo, dejansko tudi popravljene v tem odškodninskem smislu, kot pa v tem, da dejansko postopke, vzroke za napako, da dejansko tu začnejo odpravljati stvari in da ne prihaja več do takšnih incidentov in napak. Tu bi bistvo ali pa vsaj moje osebno razmišljanje, pa prizadevanje, zakaj se v bistvu borite za to zadevo. Če meni dovolite eno zaključno misel, vidim, da je prisoten tudi moj stari prijatelj, Franci Gerbec, me je spomnil, da ne omenjam še to. Zdravniki se bojijo tako imenovane kulture strahu. Tukaj jaz celo menim, da je pametno, da zdravniki in pacienti hodimo z roko v roki. Torej, da zdravništvo izloči, kako se reče, gnilo sadje, ki okuži tudi drugi. Da poskrbi, da direktorji zdravstvenih ustanov poskrbijo za to, in to praktični in pametni že delajo. Jaz sem imel kar nekaj poravnav izvensodnih, tajnih, tudi, more biti tudi po medijskih pritiskih, pa tudi brez njih, da poskrbijo za to, da zavarovalnice plačajo odškodnino. Kajti jaz strankam pojasnim, meni in stranki je jasno, da ta odškodnina da je slaba satisfakcija za tisto. Ampak strankam pa le pojasnim, da to simbolno pomeni priznanje krivde. Ker
naš pravni red nima nekrivdne odškodnine. Plačilo odškodnine je vedno nosi seboj simbolno priznanje krivde. In seveda trpi ugled zdravstvenih delavcev, ki so pri nas večinoma odlični, pacienti trpijo tako ali drugače, a zavarovalnice si pa polnijo na naš račun žepe, čeprav je njihov temeljni namen ravno to, da ko pride do zavarovalnega primera, ko pride do stiske, da pomagajo to sanirati. Tu je še prostor, ki ga jaz vidim. Ravno pri zavarovalnicah, ne pa, da imam tak primer, da so velike zdravstvene ustanove podzavarovane, da plačajo, da pri $500,000 odškodnini plača pol, karikiram, ampak je blizu resnice, pol zavarovalnica, pol mora pa zdravstvena ustanova iz svojega, torej našega žepa plačati. Tukaj pri zavarovalnici, torej pri odnosu zavarovalnica, zdravstvena ustanova, je mora biti še največ prostora, da se to uredi mogoče, tudi s kakšnim obveznim navodilom, če je to sploh mogoče, na tak način posegati v odnose med zavarovalnicami in bolnišnicami. Torej, navodilom ministrstva, ministrice, kako naj se ravna ob očitnih zdravniških napakah. Torej, s pozivom zavarovalnici, z opravičilom in pozivom zavarovalnici naj takoj plača. Tukaj vidim edino malo praktično možnost za izboljšanje sistema. Ok, hvala lepa, še res enkrat, tako da jaz predlagam, je 1 ura res šla mimo, tako da bom tudi druge obveznosti tudi vi, tako da bi zaključili srečanje, če se srečate, se strinjate, ja. Tudi hvala za vaše delo, ki ga opravljate, kljub temu, to mislim, da pacientom pač, ki so v take stiske, se pač vse iz pogovora, ko smo se pogovarjali, imate neki poseben čut, tudi do samega pacienta, dejansko, ko je v take stiske. Hvala lepa z moje strani. Hvala lepa. Nasvidenje, hvala vam, da ste me poslušali. Hvala lepa za vse, hvala. Ja, nasvidenje.